1815. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Z možem se nahajava v Belgiji, kjer je potekala poslednja Napoleonova bitka, in sicer znani Waterloo. V sklopu tega muzeja imajo tudi precej veliko parkirišče, kjer lahko pustite avto, tako da imajo res vse te stvari zelo lepo poštimane. Et on va se battre de ce côté-là et puis ils vont prendre les Français sur le côté ensuite. Ta maketa prikazuje celotno bojišče. Avtor te makete jo je izdeloval 30 let. Zelo podrobno prikazuje vsa ta bojišča, kako so bile vse te čete organizirane. V tem podzemnem muzeju je pa zelo lepo in podrobno prikazano, kako je delovala ta vojska, kako je bila opremljena. Prikazano je orožje, ki so ga uporabljali. Prav tako so prikazani generali, ki so vodili te vojske. V sklopu muzeja smo si ogledali tudi 4D film. Dobili smo 3D očala. 4D pa pomeni, da so se tla tresla, ko so na primer streljali topovi. Spodaj na travniku smo imeli tudi predstavitev, kjer sta mlada vojaka prikazala streljanje s topom 100 grami smodnika. To je bila samo demonstracija, v pravi bitki pa so vojaki uporabljali 450 ali pa še več gramov smodnika. To je bil najmanjši top, ki ga v bistvu sploh niso uporabljali, ker bi naredil premalo škode. Do vrha spomenika naju čaka 226 stopnic. Sva pa že na vrhu. Evo, in to so vsa ta polja, kjer se je vojska borila. To je pravokotnik, kilometer pa pol krat 3 kilometre. Na vrh je bila čudovita panorama, zdaj se pa že spuščava dol. Dol gre precej lažje. Po tej demonstraciji sva se odločila, da greva na eno pivo. Zdravje. Čin, čin. In počakava kočijo, ki naju odpelje do naslednje vasi. En del poti so nas pripeljali s koničkom, en del pa smo šli naprej peš. Je vous invite à vous diriger vers la grange et commencer par le film et puis enchaîner avec le reste de la visite si ça vous intéresse. There are days that change tomorrows for centuries to come. The 18th of June, 1815 is one of those days. With only 125,000 men, Napoleon must keep the Allies and the Prussians apart. Zdaj sva si ogledala to vasico, ki jo je Napoleon napadel, vendar je ni osvojil. Branili so jo do zadnjega. Napad na vas Ugomo je trajal 10 ur. Pogledali smo si film, potem nas je pa vodička peljala še po prostorih, kjer nam je povedala še razne zanimivosti. Zdaj greva nazaj proti koničkam, sproti se bova pa odločila, ali bova kočijo počakala, ali bova šla kar peš. Po vseh teh poljih so potekali boji. Borilo se je okrog 188.000 vojakov. Poleg tega je bilo še 35.000 konj in pa 500 topov. V boju jih je življenje izgubilo okoli 10.000, okoli 35.000 je bilo pa ranjenih. Najina kočija je prispela, ampak sta se midva odločila, da greva kar peš. Vas Hugemo sva zapustila in zdaj nadaljujeva peš proti spomeniku. Lev ima 28 ton, spomenik je pa na višini 41 metrov. Ta spomenik so pa postavili že 10 let po bitki. Midva sva z vasi prišla že nazaj do te vhodne točke in zdaj je pa čas za kosilo. Čin, čin.
Za kosilo sva naročila kar njihovo specialiteto, mešano na žaru. Zraven je bil pa še pomfri. Tako kot vsak dan sva tudi danes nabrala 10.000 korakov. Na roko nama je šlo pa tudi vreme, tako da sva preživela en tak čudovit dan. To bi bilo z te točke za danes tudi vse. Hvala za vašo pozornost. Pejte tudi vi nekak sprehod. Bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!